Ker so jim prejšnji šefi zakuhali Dieselgate, je novo vodstvo Volkswagena vstop v e-mobilnost vzelo kot neke vrste popravni izpit. In ID.3 je hrbtenica Volkswagenove prihodnosti. Je prvi model zgrajen na novi platformi MEB in električni ekvivalent hrbtenice sedanjosti Golfa. In za modelom ID.3 oziroma ID.3, kot pravijo Nemci, bo na tej isti platformi sedel tudi električni Tiguan pa električni Passat. Vsi bodo imeli seveda nekoliko drugačna imena, ki se bodo začela z ID. In ta platforma bo osnova tudi za nove Škode, Seate, Audije in za nameček tudi Forde. Če nam ID.3 torej kaže, kaj bomo vozili v naslednjem desetletju, je zgodba tega modela v resnici zelo široka. A še preden si to veliko zgodbo pogledamo, vas spomnimo, da se naročite na naš kanal. Hype oziroma grajenje napetosti, pričakovanja, navdušenja, še preden se nekaj dejansko zgodi. To pričakovanje je bilo, preden je ID.3 v resnici zapeljal na ceste, zares veliko. Volkswagen ga je oglaševal kot novega hrošča, novega Golfa. Avto, ki bo znamko popeljal v novo dobo, jo preobrazil in svoje je z velikim zanimanjem dodala tudi javnost. Ta avto preprosto mora uspeti. Njegov gospodarski pomen je namreč zelo velik, ker njegova platforma MEB, ki jo uvaja, za sabo nosi zares veliko stvari. Od nje so odvisne številne avtomobilske znamke. Zato je ID.3 pred zares zahtevno nalogo. Njegovi snovalci so zato želeli dati močno sporočilo in prvo so dali že samo obliko, ki je zelo razigrana. In obraz novega ID.3 je takšen vesel, prijazen in nekako sledi zapuščini legendarnega hrošča. In o zabavnem karakterju priča tudi avto sam, takole, ko komunicira z voznikom. Hello, ID. My hands are cold. Okay, warming hands at the front. In takole vse skupaj malce spomne na 80-ta. Se spominjate serije Knight Rider in tistega znamenitega Pontiaca Trans Am. Kit, if you prefer. No, I don't prefer, and what's more, I don't intend to drive around in a car that talks back to me. Ki je prav tako s pomočjo umetne inteligence komuniciral s svojim voznikom. ID.3 piše svoje zgodbe, več jih je, in prva je zgodba o poenostavljanju uporabniške izkušnje. Že ko se usedemo v avto, nas sedež zazna in tako se samodejno vklopi zaslon infotainmenta. In potem ne potrebujemo pritiskati tipke start-stop, pač pa le stopimo na zavoro in avto gre v stanje pripravljenosti in lahko speljemo. In potem imamo tukaj novo ročico menjalnika. Gre za takšen vrtljiv gumb, ki se nahaja tukaj neposredno za volanskim obročem. In nam je zelo všeč, da ne rabimo segati tukaj proti sredinski konzoli, ampak imamo pozornost vse skozi skoncentrirano tukaj na volanskem obroču in gledamo naprej. In notranjost je poenostavljena tudi v smislu minimalizma. Fizičnih gumbov tu praktično ni več. In tukaj imamo pod sredinskim zaslonom zgolj 4 bližnjične tipke na dotik, kjer dostopamo do najpogosteje uporabljenih funkcij. In še več, tukaj na levi strani imamo zgolj 2 stikali za upravljanje stranskih stekel. Seveda odpirata prednji šipi, ampak če želimo odpreti zadnje, imamo tukaj dodatno tipko na dotik, s katero zgolj spremenimo funkcijo prednjima stikaloma in tako odpiramo zadnji šipi. In gremo naprej. Tudi luči prižigamo na dotik in varnostne utripalke prižigamo zgolj na dotik. In za nameček tudi vse tipke na volanu se upravljajo zgolj na dotik, ampak te nudijo tudi čutno povratno informacijo. ID.3 je torej kot pametni telefon na kolesih oziroma preprosto zgolj avto nove dobe. In pameten je tudi osrednji infozabavni sistem. Zaslon je praktično enak kot pri Golfu, katerega smo pri testu tega avtomobila že pohvalili. Dodanih je zgolj nekaj funkcij, ki služijo predvsem nadzoru in pa upravljanju z električnim pogonom tega vozila. Nov je tudi digitalni kombinirani instrument, ki nadomešča klasične merilnike. Ta je precej bolj osnoven kot pri Golfu in ponuja le 3 različne prikaze. Ampak vidi se, da so tukaj snovalci avtomobila šli v smer enostavnosti. Želeli so, da je električni avto pač zelo preprost in nekompliciran za uporabnika. In zanimiva novost je tudi
ID Light, gre za takšen svetlobni pas tukaj nad armaturno ploščo. Ta recimo zažari rdeče, takrat, ko nas avto opozarja pred naletom, ali pa šviga levo in desno, takrat, ko nam kaže navigacijske napotke. In Volkswagen bi lahko tukaj zadevo rešil s kakšno kičasto ambientalno osvetlitvijo, ampak nam je seveda precej bolj všeč, ko se odločijo za kakšno funkcionalno rešitev, tako kot v tem primeru. Pri sedežih, ki so mimogrede veganski, nam je zelo všeč tale spodnji del, ki je nastavljiv, in pa tudi masaža, ki je zelo učinkovita in ni le tistega blagega premikanja gor in dol, ki v resnici nima prave funkcije. Sedenje na zadnji klopi je seveda zaznamovano z dejstvom, da je pod vozila zelo visok. To je seveda posledica tega, da imamo tukaj spodaj nameščene baterije. No, kljub temu, da stopal ne moremo potisniti globoko pod voznikov sedež, imamo tukaj za noge pravzaprav dovolj prostora. Zelo povprečna pa je višina oziroma prostor za glavo in podobno povprečen je tudi prtljažni prostor modela ID3. In ob tem se spominjamo, kako so nam ob predstavitvi tega vozila razlagali, kako je po zaslugi električnega pogona ID3 bolj prostoren, kako se spogleduje celo s prostornostjo Passata. No, mi se s tem preprosto ne strinjamo. ID3 je prostorsko povsem povprečen, oziroma povsem primerljiv s kombi limuzinami spodnjega srednjega razreda. ID3 je gnan na zadnji kolesni par. Pa za začetek kar demonstrirajmo, kaj takšen pogon prinese. Obračalni krog je zares kratek, veliko krajši kot recimo pri Golfu. No, za ID3 pravijo, da je Golf električne dobe. Ampak Golf je sinonim za odlično razmerje med športnostjo in udobjem. No, za ID3 to še ne velja. Golf je recimo bolj športen in bolj udoben. No, kako se to kaže v praksi? Če bi brali le tehnične podatke, 150 kW, 310 Nm navora in zadnji pogon, ki je sinonim za športnost, bi pomislili, da se bomo peljali hudo športno. Za razliko od recimo Tesla 3, pri ID-ju ni kakšnega norega pospeševanja. Zato bo kasneje na vrsti tudi športna različica, za katero so Volkswagenovi šefi rekli, da je kar sama po sebi umevna. No, niso nam pa še izdali, ali bo nosila legendarno oznako GTI ali morda kakšno drugo. Sploh, ko je podlaga bolj spolzka, hipen instanten električni navor hitro vrti kolesi v prazno. In takrat seveda vskoči elektronski angel varuh, ki pa seveda hitro pobere vso moč pogonskim kolesom, tako da je pravzaprav dokaj težko voziti športno. ID3 je tudi dokaj težak avto, ima namreč več kot 1700 kg. In ta težost se pri dinamični vožnji občuti predvsem na zaviranjih. No, čuti se pa tudi pri nastavitvah podvozja, že pri vsakodnevni oziroma umerjeni vožnji. Podvozje je kar nekako zelo trdo nastavljeno in zato imamo veliko tega značilnega poskakovanja. ID3 je tako bolj vozniški kompromis. No, na drugi strani pa so Volkswagenovi inženirji zelo malo kompromisov dopuščali pri delovanju asistenčnih sistemov. Ti delujejo zares izvrstno. Adaptivni tempomat prilagaja hitrost samodejno glede na jakost zavoja, bližino naselja, hitrostno omejitev ali bližino križišča ali krožišča. ID3 za razliko od e-Golfa ali pa e-Apa ne ponuja več različnih stopenj rekuperacije. Ponuja zgolj način B, ki glede na podatke z kamere ali pa zemljevida samodejno prilagaja jakost rekuperacije glede na to, kaj sledi na naši poti. In za nameček odlično deluje tudi sistem za ohranjanje sredine voznega pasu. Temu pripomore tudi kapacitiven volan, ki zaznava, kdaj imamo roki položeni na volanski obroč in za ohranjanje delovanja sistema ne potrebuje stalnih minimalnih premikov volanskega obroča. Svetlobni elementi so zares pomemben del tega avtomobila, ampak nas so bolj kot tisti okrasni, vizualni prepričali matrični LED žarometi, ki delujejo zares izvrstno in z izmikanjem nasproti vozečim avtomobilom zares močno izboljšajo varnost pri vožnji ponoči ali pa v slabem vremenu.
Glavni del zgodbe, ki jo po tako močnem napovedniku piše ID3, pa je seveda električni pogon. ID3 je na voljo s 3 različnimi kapacitetami baterije in tokrat smo preizkusili tisto srednjo 58 kWh. No in seveda nas je kar takoj zanimalo, kolikšen je doseg, ki ga takšen avto opravi z enim polnjenjem baterije. Uradni podatki obljubljajo 420 km dosega z enim polnjenjem, no, ampak naš izračun je nekoliko drugačen. Sami smo tekom testa pri mešanem ciklu beležili porabo skoraj 21 kWh na 100 prevoženih kilometrov, kar je občutno preveč. Za primerjavo gre za podobno porabo, kot smo jo beležili ob testu veliko večjega električnega modela Audija e-tron. No in tako smo med našim testom uspeli z enim polnjenjem prevoziti le nekaj manj kot 280 km. Kje se je zalomilo? Razlog tiči v dejstvu, da naš testni avto ni opremljen s toplotno črpalko, saj gre za različico ID First. No, so nam pa pri slovenskem uvozniku zatrdili, da bodo vsi naslednji modeli ID3, ki bodo prišli na naš trg, toplotno črpalko imeli. In ta razlog je še posebej očiten zdaj, ko je zima, ko je hladno, ker električni avto, za razliko od bencinsko ali dizelsko gnanega, ne proizvede dovolj odpadne toplote, s katero bi ogreval potniško kabino. No, ampak v resnici imamo tudi pri bencinsko ali dizelsko gnanem avtomobilu velik delež odpadne energije, le da je pri električnem ta že vračunana v tisti podatek o porabi energije, ki ga vidimo na ekranu. Ampak tudi, ko bomo toplotno črpalko imeli, ta avto ne bo varčnež. Njegova poraba bo lahko kvečjemu povprečna. Pri takšnem avtomobilu bi pričakovali povprečno porabo okoli 15 kWh na 100 prevoženih kilometrov in pa skupni doseg okoli 350 km z enim polnjenjem. No, očitno bomo morali na kaj takega počakati vsaj do testa ID3, ko bo imel ta avto toplotno črpalko. No, kaj pa polnjenje? ID3 s srednjo kapaciteto baterije na hitri polnilnici omogoča polnjenje do največ 100 kW moči. No, v Sloveniji boste seveda polnili večinoma z največjo močjo 50 kW, kar pomeni, da bo baterija tega avtomobila polna v približno uri in pol. Na domači polnilnici bomo lahko polnili z največjo močjo 11 kW, na klasični gospodinjski vtičnici pa lahko polnimo z največ 2,3 kW moči. No in takšno polnjenje bo seveda trajalo sorazmerno dlje. ID3 ni novi Golf, ampak je le nadomestek za električno različico Golfa, ter roko na srce tudi odlično marketinško orodje, s pomočjo katerega se gradi hype. Ampak kljub temu ima ID3 veliko pokazati, predvsem na področju tiste pametne tehnologije. No in všeč nam je bil tudi svež pristop k poenostavljanju uporabniške izkušnje. Ta avto ni brez napak, ampak če smo malce prizanesljivi, dodajmo. Če bi vse stvari v življenju vedno želeli izpiliti do perfekcije, potem je zelo težko delati tiste odločilne korake, ki nas ženejo naprej. Bolj kot novi hrošč ali pa novi Golf je to avto, ki uvaja novosti oziroma gradi temelje za veliko večje zgodbe.